Dragi moji alieni, dobrodošli nazaj na moj kanal, kako ste? Ta video ste izglasovali vi že nekaj časa nazaj, ko ste rekli, Alenka, govor v alienih, ki se pojavljajo v slikah od Leonarda da Vincija. Jaz sem naknadno ugotovila, da se pojavlja veliko več vsega povsod, kot sem pričakovala. Naprimer tole. Si toliko v zadju randomly letite od vaš spaceshipa neke vrste in noter sta človeka. Zakaj bi kdorkoli to randomly naslikal? To ni fotka, to ni filmček, to je nekaj, kar je nekdo naslikal v sliko in v sliki nikdar ni nekaj brez pomena. Preveč delov zame in preprosto tega nikdar niso počeli, to povejo tisti, ki so še danes neki profi slikarji. In če pogledamo sliko zadnja večera, je to zelo pogost pojav, ko ga vidimo, ampak ta oseba tukaj pri Jezusu kaže v nebo. Pogost je ta preplet in vprašanje, ali je to kazanje na božansko oziroma Jezusa / Boga, ali je to kazanje na aliene, kar bomo pa naprej raziskovali v tem videu. Ali pogledajte to fotko, randomly zadaj za glavnim protagonistom slike je en človek, ki gleda v nebo in kaže v nebo in tam gor leti ena zadeva. Da ne govorim o tem, koliko teh fotk se pojavlja v jamah veliko del preden je kakršenkoli Michelangelo ali pa Da Vinci živel. Danes bomo šli skupaj čez nekaj slik iz zgodovine, kjer se pojavljajo po vsej verjetnosti vesoljci in zelo težka bi bila razlaga, da je to karkoli drugega. Prva slika se imenuje Crucifixion of Christ oziroma križanje Jezusa. Pripada ortodoksni cerkvi in zelo zanimivo je, da če googlaš to zadevo, zelo dolgo ne prideš do te slike, ker logično imaš prej milijon križev, milijon drugih slik in milijon drugih stvari. Preden prideš do te slike dolgo traja, ampak ko so jo odkrili in ko so odkrili, kaj se dogaja na nebu, je ratela zelo zanimiva. Pa moram podati, preden res zaplavamo v ta video, nenormalno je, koliko je spet malo informacij o temu. In res imam močno občutek, da kadarkoli zaidem v neko temo, ki ni tipično raziskovana, pa naj bo adrenokrom ali pa nekaj Illuminati ali pa tole, informacij ni, kot da bi zginjali vsi tisti večji videi. Najdeš manjše ali pa v nekih čudnih jezikih ne najdeš pa tistih večjih, ker veš, da bi skoraj mogli obstajati milijonski ogledi teh videov in jih ni. Ta slika je zanimiva zaradi tega, ker tukaj, ko vidimo te leteče spaceshipe na nebu, to ne morajo biti angeli, iz preprostega razloga, ker angeli, ki so na tej sliki, izgledajo normalno, imajo svoje haloje oziroma te obročke na vrhu glave in imajo krila in so basically angelski. Tisto, kar leti na nebu, je popolnoma vprašanje, kaj je. Obstaja zelo močna teorija zarote, ki se bo prepletala tekom vseh teh slik, ki jih bom predstavila, in sicer to, da je bil Jezus extraterrestrial, torej Jezus, da je bil vesoljec sam po sebi in isto velja za Leonarda da Vincija. Na drugi fotki imamo Jezusov krst, The Baptism of Christ. Ta je meni osebno še bolj zanimiva, ker vse se dogaja normalno, imamo Janeza Krstnika in imamo Jezusa pri krstu. To je zelo klasična zgodba iz Biblije, nič posebenega. Je pa nekaj posebenega, če pogledaš v nebo. In Biblija govori, da naj bi se takrat odprlo nebo. Ampak jaz tukaj ne vidim odprtih nebes in tudi vi po mojem dobro pogledate, da vse kar tle konkretno lahko vidite je nek spaceship s 3 lučmi, ki svetijo dol, če se ne motim, so 3, ne? Jasno bo posledično obstajala teorija zarote, da je Jezus extraterrestrial ali pa so ga prišli ob njegovem krstu obiskati nezemljani. Ena zanimiva poslikava, ki hočem, da si jo pogledamo, je tale. So prav davne onake kaj paintings. Tukaj ne bom veliko razlagala, preprosto samo pogledajte si, kako izgleda. Naslednja slika je Madonna s svetim Giovanninom v ozadju, če se ne motim, je to mesto. V spredju je tak Madonna oziroma neka Marija, od zadaj pa ta človek, dajmo lepo zoomati noter in se naužijmo tega pogleda, ko oseba kaže v nebo na neko extraterrestrial zadevo. Itak spet lahko pomisliš, mogoče pa angel, I just don't think so. Res ne moram dosti poudariti, koliko je vsak detajl v teh starih slikah pomemben. To niso lahke stvari za naslikati, to so bile umetnine in vse je narisano v detajle. In tudi ta stvar ni random na nebu napackana. Naslednja slika se imenuje The Summer's Triumph. Torej, ne vem, poletna zmaga? Ne vem niti kako to prevesti, nima veze. Vse zgleda super slika kot slika, vse zgleda zemeljsko, razen, verjetno ste že sami opazili na sliki, klobučasti oblaki, res čudni klobučasti oblaki. In spet gledamo sliko, ki je cela narisana v detajle in cela umetnina in potem so v ozadju klobučasti oblaki, ker očitno ta slikar ni znal narisati normalnih looking oblakov. I don't think so. Po vsej verjetnosti gre za NLP in vesoljčke. Potem imamo tole zelo staro slikarijo, reče se ji Hollow Ship, izvira pa iz Hitačija na Japonskem. O tej sliki jaz veliko informacij nisem najdla, gre pa za to žensko, predvsem, ki jo vidite na fotki, naj bi bila ona sama alien. Našli so jo ribičev iz tega kraja,
ki je prišla iz te ladje, odpeljali so jo nekam, takrat so poskušali govoriti z njo, ampak ni znala ni imela normalnega jezika, logično, bila je pa zelo lepa, torej predvidevam, da v človeški podobi. Ko so nehali govoriti z njo, je šla nazaj v ladjo in odletela. Gledate sliko imenovano UFO in Romanian Church, torej v romunski cerkvi UFO, nad njo v bistvu bolj natančneje in ima zelo neko specifično obliko in ta oblika je pomembna, ker si jo je lahko zapomniti in kje drugje jo lahko še vidiš. Na francoskih kovancih iz 16. stoletja, ki se imenujejo žetoni basically. In na teh kovancih je ladja z identično obliko, ki si jo ne moreš kar tako namisliti, naprdniti in če je ratala na dveh koncih sveta kot nekaj zelo pomembnega, kot slika na kovancih je bilo nekaj pomembnega, nekaj, kar so videli. In mi to čisto zanemarimo, kao ne, saj ni nikjer upodobljen noben UFO. Naš mindset je verjetno tudi vaš mindset zdaj v tem videu. To je fake, on je fake, vse je fake. Zakaj? Zdaj pa še zadnji del, ki je bil v bistvu obljubljen na Instagramu s Leonardo da Vinci. Zakaj njega toliko tesno povezuje z vesoljci? Zaradi tega, ker je bil nek genij in kralj v zgodovini multitaskanja. Ukvarjal se je z arheologijo, bil je genij na vseh teh področjih, na biologiji, na paleontologiji, slikarstvu, arhitekturi, sem to že rekla. Nasploh v znanosti. On je prvi kreiral neverjetna prevozna sredstva, pa leteča prevozna sredstva. Mogoče se nam to zdaj zdi, ko imamo letala, pa svašta ima NASA, se nam zdi normalno, ampak takrat, da sploh dobiš to idejo, je genialno in izven tega sveta. Zaradi te njegove genialnosti mnogi verjamejo, da je možno, da je bil on alien, torej vesoljc dejanski, ali pa je komuniciral z vesoljci. In to posledično ugibajo tudi iz njegovih slik, of course. Da Vinci je produciral mape italijanskih mest v take detajle, da je to praktično fizično nemogoče za človeka, še za današnje arhitekte, ki imajo vse možne fotke, vse možne računice, vse možne metre, vso tehnologijo. Mene je pri njemu sicer prepričala tale stvar iz TikToka. Tukaj vidimo z malo manipulacije, da dobimo res v detajle narejenega aliena. Je bil tak briljanten genij v slikarstvu. Jaz sem se večkrat ukvarjala s tem, koliko je on dejansko obvladal, koliko je bil on napreden, da je praktično nemogoče, da je to naključje. Predstavljajte si sami, zakaj bi narisal alien. A je komuniciral z njimi, a je bil alien, a hoče reči, da je božanstvo v resnici alien, who knows? Da ne govorimo o najbolj slavni sliki ever v Mona Lisi. Alien je skrit v Mona Lisi. Ne vidi se ga praktično s prostim očesom, treba je večkrat zmanipulirati sliko, svetlobno predvsem, in se ga vidi, ampak v tem primeru se ga pa vidi v detajle. Njegova zadnja slika, o kateri sem ful slišala in prebrala in videla enih dokumentarcev, mislim, da nedolgo nazaj je bila prodana na dražbi za 450 milijonov. Gre za Jezusa, ki je bil narisan za enega vladarja, enega kralja, tako da je itak izjemna slika sama po sebi. Ena redkih, ki je dokončal in spet imamo ta tipičen kazanje v zrak. Kar se tiče teh izjemnih genijev na naši zemlji, je rečeno, da ne bi se na vsakih nekaj desetletij, stoletij pojavljali. Naprimer Einstein je bil še nek Indijec, ki je neverjetne formule sestavljal, ampak najbolj zanimivo je, da je on trdil, da so mu te formule prihajale v glavo med sanjami. Potem so nekateri drugi, ki so daydreamali, torej so se zasanjali sredi dneva in so se spomnili molekulo benzen, naprimer, se jo je domislil, ker je videl vizijo kače, ki je lovila svoj rep. In to je načeloma to za ta video. Meni je bilo ful zanimivo, koliko je tega dejansko slika, ker sem res mislila, da je samo par Da Vinci, ampak ni, tako da, če ste videli še kakšno, mi pošljite na Instagram, da si še mečkam pogledam. To je to za ta video, upam, da vam bo všeč, se vidimo kmalu. Aj, čau. Alien mama out!